Danes v novicah med drugim v Šentjerneju nove okužbe, v Beli krajini vse večje povpraševanje po zeliščih, novomeški polmaraton, Kobetu in Kršinarjevi. Lepo pozdravljeni v novicah 1. oktobrskega ponedeljka, ki jih začenjamo v Šentjerneju. Potem, ko so v spomladanskem prvem valu epidemije zabeležili 5 primerov okužbe s COVID-19 in zatem do jeseni nobenega, se je zdelo, da v občini dobro obvladujejo izredne razmere, v katerih smo se znašli. A vse to se je spremenilo v zadnjih dneh. Danes imajo v občini Šentjernej z dobrimi 7.000 prebivalci prek 20 aktivno okuženih, 176 izdanih odločb občanom o karanteni ter po en razred in skupino vrtčevskih otrok doma. Poglejmo podrobnosti. Šentjernejčani so znani kot veseli in družabni ljudje, a zasebna druženja v zadnjem tednu so dvignila lestvico okuženih, z obžalovanjem ugotavlja tudi prvi mož občine. Ker je bil spomladanski rezultat odličen, lahko rečem, so očitno občani razumeli, da ne gre za resno zadevo, pa ni tako. Trenutno imamo 21 aktivno okuženih, potrjenih. Moram pa opozoriti, da je v splošni bolnišnici Novo mesto v oskrbi nekaj občanov, 3 pravzaprav, in 2 od njih sta v zelo kritičnem stanju na intenzivni terapiji. Najmlajši je star manj kot 50, vsi 3 pa naj ne bi imeli pridruženih zdravstvenih težav, dodaja. Z današnjim dnem je sicer zaradi prve potrjene okužbe doma 20 sedmošolcev matične šole, 14 otrok iz matične in podružnične šole pa je v karanteni. Izjemno zadovoljen sem z odzivom staršev, ker so ti starši, ki so bili v stiku ali so celo sami okuženi, so ravnali izjemno odgovorno in tako obvestili šolo ali vodjo podružnice ali mene osebno. In zato še enkrat apeliram predvsem na komunikacijo, sodelovanje, obveščanje, ker to nas zdaj rešuje. V vrtcu Čebelica imajo po potrjeni okužbi vzgojiteljice od danes v karanteni 28 otrok in 3 zaposlene. Manjka tudi več otrok z okuženim članom v družini ali sorodstvu. Ta okužba izhaja izven našega zavoda. Vsekakor pozivam naše zaposlene, pa tudi starše in vse občane, naj bojo odgovorni, naj se po nepotrebnem ne družijo. Če se pa že morajo družiti, naj se družijo na tak način, da bodo preprečili okužbo. Obenem starše vnovič poziva, da odgovorno nosijo masko, ko prihajajo v vrtec, ker smo tudi tukaj imeli kar nekaj debat in težav, da smo prepričali, da je to potrebno. Žal se zasebna druženja kljub pozivom nadaljujejo, le da se selijo iz zunanjih v notranje prostore, poudarja župan. Še posebej bi opozoril na eno skupino naših občanov, ki so strogo proti nošenju mask, da naj dobro premislijo in poslušajo stroko. Žal se ukrepi in priporočila, denimo glede nošenja mask v šolah, prehitro spreminjajo in so pogosto nerazumni, meni ravnatelj. Vedno znova me pa preseneti sebično gledanje. Se pravi, potrebe lastnega otroka, starši bojo preprosto morali razumeti, da šola ne more biti podaljšek otroške sobe in da tukaj moramo poskrbeti res za vse. Ker je stanje v Šentjernejski dolini tako resno, so v novomeški enoti NIJZ zdravstvenim domom takoj pozvali občino, da z novimi opozorili čim prej zajezi širjenje virusa. Odgovornost je na vseh občanih. Ni dovolj, da večina spoštuje ukrepe, vsi jih moramo spoštovati. Če se to ne bo zgodilo, bo ogroženo naše družabno življenje, še bolj pa naše gospodarsko življenje. Virus je namreč že zašel tudi v podjetja z več kot 100 zaposlenimi. Čeprav še ne gre za izredne razmere, tako Simončič, pa se s civilno zaščito nanje pripravljajo. Poglejmo še po drugih občinah. Na delovnem obisku v Sevnici se je mudil minister za javno upravo Boštjan Koritnik. S predstavniki lokalnih institucij so odprli več vprašanj povezanih z izvajanjem javnih storitev v lokalnem okolju in kako te čim bolj približati občanom. Med drugim je bil v ospredju pogovor glede razvoja digitalizacije, ki po besedah župana Ocvirka lahko še poveča prepad med tistimi, ki jo obvladajo, in tistimi, ki nimajo dostopa do novih tehnologij. V tej luči smo z ostalimi javnimi inštitucijami izpostavili, kako pomembno je,
da delujemo v obeh smerih. V smeri sodobnosti, digitalnosti in hkrati tudi osebnega dostopa, kar je bistveno za naše občane. Beseda je tekla tudi o ureditvi arhivskih prostorov v Loki pri Zidanem mostu. In upravna enota je nekako prevzela del prostora za arhiv in glede na stališče ministrstva bo odkupilo del tega prostora, ki ga potrebuje za arhiv. Minister je na srečanju predstavil še zamisel o regionalnih delovnih točkah. Da bi omogočili ljudem, javnim uslužbencem, ki sicer se vozijo v Ljubljano ali Maribor oziroma večja mesta, delo v nekih lokalnih okoljih, ker bi jim omogočili te delovne postaje, da bi nekaj dni na teden ne rabili biti na cesti. Pogovarjali so se tudi o višini povprečnine za prihodnje leto. Ta bo po podpisu dogovora prejšnji teden znašala dobrih 628 evrov in je za približno 40 evrov višja, kot je bila predvidena v proračunu prejšnje vlade. Če ste se minuli konec tedna oziroma danes kaj vozili po novomeški Zajdlovi cesti nasproti osnovne šole Center, ste najbrž opazili novo opozorilno tablo. Ta sicer ne meri hitrosti, ampak uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. A brez skrbi, gre zgolj za preventivno akcijo medobčinske uprave dolenjskih občin. Sistem brez mobilca je prepoznaven po opozorilni tabli z LED prikazovalnikom, ki se vklopi ob uporabi mobitela v vozilu. Naprava pa beleži vsak vklop table. Akcija, katere namen je ozaveščanje voznikov o neuporabi mobitela med vožnjo, bo trajala predvidoma 2 tedna. Na ta način seveda skušamo biti tudi bolj proaktivni v smeri prometne varnosti v lokalnem okolju. Gre za lokacijo, kjer smo postavili nasproti osnovne šole, torej gre za lokacijo, kjer si želimo, da je prometna varnost na najvišjem možnem nivoju. Sistem je zasnovan tako, da loči mobilni od Bluetooth signala in ne zazna zakonitega prostoročnega telefoniranja prek Bluetooth povezave. Ker je akcija preventivne narave, podatkov o kršiteljih ne bodo beležili. Za naprej, tako Macedoniji, se bodo odločili, ali bodo sistem postavili še kje. Po predpisih torej in brez telefoniranja med vožnjo, zdaj pa nazaj k naravi. Črnomaljski Zik je minuli konec tedna pripravil tradicionalne, letos že 4. zeliščarske dneve v Beli krajini, ki povezujejo ponudnike zeliščarskih izdelkov, izobraževalce na področju zeliščarstva in ekološke pridelovalce. Zeliščarstvo se je v 4 letih, odkar potekajo dnevi v Beli krajini, lepo razvilo. Ponudnikov in povpraševanja po zeliščih je vsako leto več. Pomembno se nam zdi, da na ta način osveščamo prebivalstvo in da predvsem prenašamo znanje na mlajšo generacijo, na predšolske, na šolske otroke, da bi nekako zelišča postala tudi del naše kulinarike, torej naše prehrane in seveda uporabna tudi v zdravilstvu. Na medgeneracijskem vrtu Kulturnega doma Črnomelj je dišalo po raznih zeliščih. Najbolj je izstopal vonj sladkega pelina. Izvedeli smo, da gre za enega najboljših naravnih antiseptikov, s katerim so se ljudje že stoletja nazaj borili proti različnim vnetjem. Z destilacijo pridobimo tonik. Zelo dobro razkožilo, zelo dobro je pit, se razkožimo cel prebavni sistem. Tonik za kožo, odličen. No in pa eterično olje, ki je pa lažje, je pa koncentrat. Se uporablja za kreme, kakšna mila, mazila, difuzorje, si razkužimo stanovanje. Veliko zanimanja je zaradi trenutnih razmer s COVID-19 požela tudi delavnica izdelave naravnega razkužila, ki jo je vodila Alenka Kukman. Z delavnico žita na mizi in v igri pa so poskrbeli tudi za najmlajše. Te je potrebno o zdravi prehrani vzgajati od malih nog, meni mentorica. Če ti rasteš gori z zdravim načinom prehranjevanja, če ti veš, kaj pomeni imeti proso, ajdo, lan in seveda zelišča in začimbe v hrani že od malih nog, potem ti ta stil življenja živiš in potem to zate ni nekaj naučenega. Obiskovalci so si lahko na stojnici izmenjali semena in sadike. Na ogled je bila tudi razstava zelišča v kulinariki, zdravilstvu in kozmetiki.
obiskovalci lahko spoznajo, kaj je zeliščarska dejavnost, čim se ukvarjamo, kakšne izdelke lahko naredimo iz zelišč. Na naši stojnici zeliščne kmetije Kočevar pa imamo naše izdelke, to so predvsem mešanice čajev zeliščnih in pa zeliščna mazila. Medtem ko so se obiskovalci seznanjali z zelišči, pripravki iz njih ter zdravo hrano in še s čim, se jim je lahko oko spočilo na likovni razstavi na temo breze, ki jo je na ogled postavila likovna skupina Ivanščice. Da je kultura, ki ji bomo namenili nekaj naslednjih minut, močnejša od vseh ovir, dokazuje že 53. mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki te dni poteka v Trebnjem. Bistvo tabora zdravstvenim razmeram navkljub ostaja nespremenjeno. Sodelovanje, izmenjava izkušenj in ustvarjanje novih prijateljskih vezi med umetniki. Tokrat se predstavlja 6 umetnikov, 2 ustvarjata v galeriji, 4 pa so doma na tujem in se javljajo ter ustvarjajo kar nadaljavo. Mislim, da je druženje s sorodnimi dušami tisto. Ljudi, ki s tako predanostjo in ljubeznijo delajo na videz povsem nekoristne zadeve, ravno ni veliko in potem se človek kar potolaži, da sreča take sorodne duše. Jaz sem bolj samotarka. Ampak glede na to, da so zelo prijazni, gostoljubni in da vedno tukaj res najdem nekoga, s katerim lahko podelim tisti pristni odnos tudi do ustvarjanja, mi je pač to druženje zelo všeč. Tako bodo tudi v letošnjem letu obogatili svojo bogato zbirko z novimi kakovostnimi likovnimi deli. Letošnje leto je izziv, verjetno za vse organizatorje podobnih prireditev. Pri nas smo bili seveda ves čas prepričani, da tabor bo. In tudi letošnji tabor bo uresničil tiste cilje, se pravi, da združi umetnike iz različnih koncev sveta, da predstavi aktualno produkcijo na področju samorasle likovne umetnosti. V dobrega pol stoletja je na taboru sodelovalo več kot 300 ustvarjalcev. V teh desetletjih je nastala res bogata zbirka, imamo več kot 1300 del. Že nekaj na naši stalni razstavi, začasnih razstavah ali pa v depoju. Naslikali in ustvarili so jih pa umetniki iz več kot 42 držav. 53. mednarodni tabor likovnih samorastnikov bo potekal do sobote. Od kulture za konec še k športu. Novomeški polmaraton je letos največja tekaška prireditev na slovenskih cestah. V 2 dneh so se na progi po središču in obrobju dolenjske prestolnice pomerili nekateri najboljši slovenski dolgoprogaši in dolgoprogašice. Kljub nestanovitnemu vremenu pa je prireditev popolnoma uspela. Prvič je zmagovalec novomeškega polmaratona domačin Primož Kobe, ki je z odličnim tekom postavil tudi rekord proge. Med ženskami pa je suvereno zmagala Neja Kršinar. Še sam ne morem verjeti, kako mi je to uspelo. Zadnji mesec je bil res zelo naporen od jutra do večera. Med sestanki sem hodil na treninge, za vikende na tekme. Je bilo navodilo, da naredim en dober tempo tekno, ker se nekako zelo hitro se na tej progi ne da teči, ker je res razgibana. Tako da v bistvu je kar presenetljivo, so hitro minevali kilometri. Kobe je v zaključku teka premagal lanskoletnega zmagovalca Mitjo Krevsa. Ja, mislim, da imamo od tega največ oba, ker se drugega potiskava še hitrej. Danes enostavno noge niso bili tiste prave. Tako da tudi posledično v cilju mi je zmanjkalo moči. Poleg glavnega teka na dobrih 21 km so izvedli tudi rekreativni tek na 6,5 km. Novost je bil tudi tek na 10 km. Kobe je sicer nastopil v dvojni vlogi, poleg tekača je tudi idejni vodja in organizator te prireditve. Pogoji so bili dobri, vendar je bilo kar, bom rekel, neidealni, kar nekaj vetra, ampak dobro smo skupaj narekovali tempo, smo si razdelili to nalogo, pa tudi na makadamu je bilo kar nekaj luž, mokrega terena, tako da je bilo dosti težko teči,
ampak se pravim, neverjetno. Za prihodnje leto želijo v Novem mestu zbrati še boljšo konkurenco in tako poleg ljubljanskega maratona postati ena najbolj čislanih tekaških prireditev v Sloveniji. Toliko za danes, kar zadeva novice. Vabimo pa vas, da ostanete v naši družbi in si ob 19:30 ogledate oddajo iz naših občin. Gost v studiu bo metliški župan Darko Zevnik. Lep večer in srečno!